Kmalu bo mesec dni, odkar so v občini Slovenska Bistrica sprejeli ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Do včeraj je bilo v občini z virusom okuženih 9 ljudi. Več o tem, kako so zadovoljni z ukrepi in kako potekajo, je v pogovoru za Studio Bistrica povedal župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Ja, zdaj moram reči, da smo mi aktivirali štab civilne zaščite takoj, ko so prišle pravzaprav prve informacije do nas. Mislim, da smo 26.2. že imeli prvo sejo srečanja štaba civilne zaščite v razširjeni obliki in takrat smo že sprejeli tudi prve ukrepe, konkretno z postavitvijo kontejnerjev ob zdravstvenem domu, pa še nekatere druge odločitve so bile sprejete. Zdaj štab civilne zaščite se sestaja praktično dnevno preverimo stanje, dopolnimo ukrepe, se odzovemo na aktualno dogajanje in po potrebi so na ta štab povabljeni tudi drugi odgovorni, ki pač pokrivajo določena področja, naprimer direktorica zdravstvenega doma ali pa direktorica doma upokojencev, komandir policije, pa še kdo. Mi smo, če nekoliko ocenim, ukrepe praviloma sprejemali celo nekoliko prej, kot so bili sprejeti na vladni ravni. Zdaj namen teh ukrepov je bil vse to, kar je osnovni namen. Osnovni namen je zagotoviti to socialno distanco, torej zagotoviti nedruženje ljudi in temu so bili podrejeni pravzaprav vsi ukrepi. Od seveda prepovedi uporabe vseh teh naših športnih objektov, takoj smo tudi ukinili vse prireditve, kar je za občino Slovenska Bistrica še nekoliko bolj boleče, ker je bil ravno takrat tudi čas praznovanja občinskega praznika in pa seveda spostavili informacijsko pisarno, kar se mi zdi izjemno pomembno, ki deluje 24 ur na dan. Namen te informacijske pisarne je bil na eni strani seveda nuditi vse vrste informacij, torej posameznikom, ki eventualno pokličejo, na drugi strani zagotoviti preko same pisarne in pa prostovoljcev, ki so se javili, tudi oskrbo tistih posameznikov, ki pač imajo recimo kakšne težave, nimajo možnosti oskrbe. In nenazadnje prek te informacijske pisarne v veliki meri poteka tudi distribucija zaščitne opreme, pri čemer je treba še to reči, da je sistem pri nas nastavljen tako, da je izhodišče seveda ta naša informacijska pisarna, je pa sicer celotna oskrba mrežno organizirana po krajevnih skupnostih, ker so se znotraj posameznih krajevnih skupnosti dogovorili skupaj z Rdečim križem, gasilci, ker so, kako potem te aktivnosti potekajo naprej. Tako da je bil sprejet cel niz tovrstnih aktivnosti. Jaz bi seveda tudi izkoristil to priložnost, bi se seveda vsem, ki pri tem sodelujejo, že takoj zdaj zahvalil. In jaz sem prepričan na to, da smo v začetku imeli pač neko rast števila okuženih, kot ste omenili, da pa zdaj že skoraj 2 tedna držimo neko konstanto. Jaz upam, da bo tako tudi ostalo naprej, ker seveda je tu mnogo dejavnikov, ki lahko na to vplivajo, ampak vseeno sem prepričan, da je ta konstanta povezana na eni strani z vsemi ukrepi, ki se sprejemajo, na drugi strani pa seveda tudi z odgovornim ravnanjem ljudi. Jaz moram tudi tu reči, ne da ocenjujem, ne da se v Slovenski Bistrici občini ljudje zelo odgovorno ravnajo, da spoštujejo vse te ukrepe, da razumejo vse te težave in jaz samo želim, da pač ta stvar na tak način poteka tudi še naprej, torej to odgovorno ravnanje. Nenazadnje več čas peljemo tudi kampanjo osveščanja posameznikov. Vem, da je zelo težko, zdaj je že skoraj mesec, kar smo na nek način v neki karanteni, to stanje vzdrževati. Vem, da je tu problem na eni strani mladih, ki pač se želijo družiti, gibati, na drugi strani pa tudi starejših, kjer so pa seveda drugi problemi, ki so tudi lahko problemi recimo psihične narave. No, tudi za
ta del je delno poskrbljeno, tako da tudi tu je možno poklicati na ambulanto, pa tudi zdravstveni dom nudi to vrstno pomoč. Skratka, na celotnem segmentu sem prepričan, da poskušamo peljati vse aktivnosti tako, da pač čim na eni strani lažje in pa čim bolj varno preidemo to stanje, in če se bomo tega držali, sem prepričan, da bomo tudi uspeli. Mogoče bi ob tem omenil še to, mi smo takrat tudi zaprli grajsko tržnico, predvsem iz razloga, ker na eni strani seveda ta grajska tržnica pomeni oskrbo ljudi, na drugi strani je pa to enkraten družabni dogodek, bil vedno v soboto, in ravno zaradi tega, da se pač preseče torej to druženje tudi na tak način, smo jo zaprli. Zdaj, ko so se pogoji izpostavili, recimo v soboto pač že odpiramo, seveda pod posebnimi pogoji in ob tem, da bodo ljudje to spoštovali. Ob tem, ko smo recimo zaprli vsa športna igrišča, pa pozvali tudi, da se ustavijo vse te aktivnosti, je šel poziv tudi, kar se tiče gibanja narave. Tukaj imamo mi pri nas na udaru kar nekaj takih točk, kot je Bistriški Vingar, kot je recimo so Trije kralji, pa Črno jezero, pa še verjetno kakšno pot, da seveda je treba ljudem omogočiti, da so pač v naravi, ampak da se pač družijo na odgovoren način. Zato je šel tudi cel niz opozoril na to. Nismo pa ravno zaradi tega psihološkega učinka šli v neko eksplicitno zapiranje. Tu je tudi tesno sodelovanje, kar se tega tiče z našo redarsko službo, je tesno sodelovanje seveda tudi s policijo, pa tudi civilna zaščita velikokrat pomaga predvsem pri tem, da pač ljudi opozarjamo na torej eventualne odstopanja od teh zahtevanih pravil obnašanja. Res pa je, da sem jasno prepričan, da te stvari tečejo v pravi smeri, in nikdar pa, če še to nikdar ni bil namen nekega kaznovanja, bil je vedno namen nekega pač opozarjanja, in vsi ukrepi so šli v to smer. V zadnjem času pospešeno razdaljujete tudi zaščitne maske. Koliko jih je na voljo? Ja, gledajte, kar se tiče zaščitne opreme, tudi tu moram zelo jasno povedati, da mi smo glede na količine, ki smo imeli na voljo, te stvari počeli že od vsega začetka. Je pa res, da je treba ločiti mogoče dva segmenta. Na eni strani seveda gre za zagotavljanje zaščitne opreme tistim, ki so, rečemo temu, na prvi črti. Tukaj so gasilci, tukaj je civilna zaščita, tukaj so določene inštitucije, in mi smo takoj na začetku poskrbeli za to, da so recimo gasilci dobili tisti minimum opreme, ki je bil namenjen za intervencije, če bi do teh intervencij prišlo. Na srečo se po mojem vedenju tovrstnih intervencij ni bilo veliko. Po drugi strani smo si takoj prizadevali pač pridobiti neke večje količine teh mask. Zdaj, tako kot je ta zgodba aktualna na državni ravni, kaj dnevno poslušate, veste, je zadeva zelo podobna tudi na našem lokalnem nivoju. Mi smo vseeno uspeli neko minimalno količino 1000 pralnih mask zagotoviti zelo na hitro, in tiste smo potem razdeljevali sva tistim, ki so jih najbolj nujno potrebovali, predvsem preko te informacijske pisarne. Tako da, kar se tiče zaščitne opreme, sem prepričan, da smo seveda zagotovili tisto, kar je bilo najbolj nujno potrebno, oziroma kar so nam seveda naše možnosti omogočile. Sočasno smo zdaj dobili tudi enega domačega izvajalca, govorim seveda o teh pralnih maskah, to so maske, ki so za večkratno uporabo, to pa gre posebej opozorilo ljudem, pri čemer je treba tudi posebej opozoriti, da ker se zdaj te maske malo bolj razdeljujejo v večjih količinah, da morajo najprej seveda te maske dezinficirati, preko jih uporabijo. In potem seveda jih lahko po vsaki uporabi pač naprej uporabljajo. No, na drugi strani smo pridobili večje količine teh tako imenovanih kirurških mask, ki so za enkratno uporabo. Mi smo zdaj že razdelili s tem, kar se še danes dogaja, več kot 10 000 kirurških mask. Razdelili smo, mislim, da tam enih 2000, 3000 teh pralnih mask, tako da, če bi pogledali en presek, na vsako gospodinjstvo je tista minimalna količina prišla. Res pa je, da smo tu dali seveda poudarek, in to še vedno poteka, tem skupinam, ki so pač
najbolj rizične, kot se temu reče, ne. Med drugim smo posebej recimo posameznim društvom z tega področja, društvom invalidom, posebne kvote tudi njim dodelili in ta proces bo seveda potekal naprej. Je pa res, in mogoče treba tudi to še reči, ne, da pa, in jaz tudi tu dajem vso priznanje, ne, da so se pa v veliki meri angažirali posamezniki, ki so se sami lotili tudi izdelave teh mask. Tukaj se zelo pokazala samo iniciativnost, pa tudi recimo sosedska pomoč, pa tudi sicer ne, pri celotnem odzivu na potrebe, na želje, na zahteve. Ocenjujem, da je seveda izjemno bogata ta sosedska pomoč, ker to vidimo tudi iz tega, koliko dobimo mi klic po posameznih potrebah. Namreč prostovoljce imamo mi organizirane za potrebe tudi čuvanja, recimo otrok, kar je bilo nekaj časa aktualno, za razvoze hrane, za razvoze recimo zdravil, ampak praktično nekih tovrstnih potreb je zelo malo ali pa tako rekoč ni, kar pomeni, ne, da ta medsosedska pomoč dejansko zelo dobro deluje tudi znotraj družin in govori o tem, ne, da pač smo tu, ali pa da so tu vsi zelo družbeno odgovorni, ne. In jaz upam, ne, da bodo te stvari nastavljene tako tudi naprej. Seveda se pojavljajo posamezni primeri deviacije, ne, odkloni od tega, ampak jaz mislim, da pač to treba ignorirati, ne, in peljati neko linijo, ki nas pelje do uspešnega konca, ne. Veseli dejstvo, da zaenkrat ni okuženih v bistriški enoti doma starejših. Torej so sprejeli pravočasno potrebne ukrepe. No, glede tega nas najbolj skrbi, ne, zdaj mi imamo dve točki, ne, ki sta iz tega vidika posebej potrebni pozornosti, ne. Prva točka je recimo zdravstveni dom. Kakorkoli zdravstveni dom je neke vrste vstopna točka, čeprav ni formalna, in tudi zaradi tega smo mi takoj že takrat konec februarja pričeli organizacijo priprave te zdravstvene točke, smo šli v nakup teh kontejnerjev, potem je zdravstveni dom še dobil dodatne kontejnerje države, smo se dogovorili tudi za organizacijo dela znotraj tega in tudi eventualno, če je bilo potrebno, pomagali z neko minimalno možnosti, koliko je pa zaščitne opreme. Zdaj, druga točka je, seveda, tako ste sami rekli, do upokojencev, vidimo po državi, da so to tiste najbolj kritične točke. Očitno, ne očitno, ampak resnično so se tam zelo v redu odzvali in odzvali predvsem v redu v tem smislu, da so zelo hitro v bistvu zaprli dom za stike z okolico. Jaz samo upam, da bo ta stvar zdržala naprej. Mi smo tudi ves čas v rednih kontaktih, kar se tiče doma, in imamo tudi pripravljene protokole za eventualne potrebe ukrepanja, če bi do tega prišlo. Jaz pa upam, da ne bo, in glede na neko odgovorno ravnanje res mislim, da do tega pač ne bo prišlo in je treba tudi, no, jaz bi tu res, tu pa je vse potrebno posebno priznanje pa zahvala reči tudi in zdravstvenim delavcem in torej na zdravstvenem domu in pa seveda tudi vsem delavkam in delavcem v domu upokojencev. Pred nami so velikonočni prazniki, pravega druženja seveda ne bo, kljub temu pa je treba ohraniti dobro voljo. Ne, glejte, zdaj na eni strani moramo biti seveda pač pozorni, moramo biti odgovorni, ampak to nas ne sme voditi v neko paniko, ne. Tisto je bilo najslabše, ne, moramo ostati pesimisti, če gledamo dogajanje v naši občini, mislim, da teče v smeri nekega optimizma in to mora biti pravzaprav tisto vodilo. Jaz vem, ne, da ker pač dnevi potekajo, tedni potekajo, da je vedno težje, ampak je treba na tej pač vztrajati, zdržati. Sem pa prepričan, ne, da glede na to, kako stvari potekajo, da smo lahko pravzaprav optimisti. Zdaj, prazniki so pred nami, ne, jaz vsem želim prijetno praznovanje praznikov. Je pa tako, ne, da ti prazniki so tako družinski prazniki, ne, in je mogoče zdaj to še posebna priložnost, da se še pa mogoče bolj na tak način v bistvu preživijo. Bi pa ob tem še vseeno opozoril to, ne, da zunaj je zelo lepo vreme, ne, kar kliče v naravo, pa še prazniki so in vse, kar je s tem povezano, da se ne smemo
hitro sprostiti, da se moramo zavedati realnosti situacije, da moramo ohraniti te ukrepe do nadaljnjega, ki so pač po moje veliki meri prispevali, da stvari tečejo tako, kot tečejo, ne tako kot mogoče v nekaterih sosednjih državah, ker imajo bistveno večje probleme, da pa moramo seveda ostati optimisti. Jaz sem prepričan, da vso to dogajanje, ki smo mu tudi priča, ker ne nazadnje, veste, take kritične situacije razgalijo celotno podobo družbe, ampak vseeno v največji meri se je pokazalo, da imamo zelo zdravo, pozitivno družbo in da je treba tako te stvari držati tudi naprej. Torej še enkrat, jaz želim vsem prijetno praznovanje, družinsko praznovanje praznikov, predvsem pa podarjam to, kar vedno podarjam, ostanite doma, ne se družiti danes, da se bomo lahko več družili prihodnje. Strokovnjaki pravijo, bolezen ne izbira, zato ostanimo doma, ostanimo zdravi. Ne družimo se zdaj, da se bomo družili kasneje. Le poglej na v svet, daj poskusi živeti, nikjer tu še ni nobene, kaj potem tak ven te žene, da si pospraviš doma, saj tudi krpa velja, da izboljšaš stanje v svetu in naprej uživaš v letu. Za vse okoli sebe, vse, ki se borijo, vse ostale poleg tebe, naj zgodbe naučijo, da tu ni za bedarijo. Dela od doma. Ostanimo doma, da nas bo drugo leto še več, ki bomo peli skupaj. S petjem pa zato, da nas bo prihodnje leto v združenih zborih še več, da bomo peli še bolj glasno in s še daljšim odmevom. Zato ostani doma. Pozdravljena Slovenija. Glede na to, kakšne razmere so prišle tudi do nas, mislim, da nam ne preostane drugega, kot pa da se nehamo srečevati z ljudmi po nepotrebnem in da ostanemo doma. Kajti samo tako bomo lahko preprečili širitev tega virusa. In vem, da skupaj nam bo to uspelo, tako da bodite odgovorni in ostanite doma. Zaščiti sebe in druge. Ostani doma. Zaradi izrednih razmer smo vsi primorani ostati doma. Zato vas tudi športniki pozivamo. Spoštujte navodila in ostanite doma. Pomagajte vsem, ki so v tem času na delovnem mestu in izpostavljeni okužbi z virusom. Hkrati pa tudi nam športnikom, da bomo lahko čim prej trenirali in sledili svojim ciljem. Upoštevajte pravila izolacije, dajte poudarek na umivanje rok in pravilno zaščito na javnih mestih. Skupaj nam lahko uspe. Ostani doma. Strokovnjaki pravijo, bolezen ne izbira. Zato ostanimo doma, ostanimo zdravi. Ne družimo se zdaj, da se bomo družili kasneje. Ostanimo doma.